nobena družba ni tako dobro razvita, da bi pokrivala vse socialne probleme. In vsaka pametna družba zato se odpira v sodelovanju tudi z drugimi, z nevladnimi organizacijami, s privatnimi ali kakšnimi drugimi organizacijami in jim zaupa. Mislim, da tukaj še ni vse pri nas narejeno, da nismo še, kot jaz rad uporabljam besedo, povsod partnerji, smo pa dobrodošli. Vendar to ni isto. Ni isto. Tukaj nas še čaka veliko delo, velika pogajanja, dogovarjanja, ker smo mi še zmeraj preveč centralistična država. To je najbrž usoda male države, primerjavi z drugimi državami, kjer so se regije razvile, ker je prišlo do še večjega sodelovanja kot pri nas, predvsem pa do večjega zaupanja. Tako da pri nas smo še tukaj na poti, vendar jaz označujem, da je to pozitivna pot. Frommova, bi rekel, teza, da človek mora ustvarjati ravnotežje med imeti in biti, tukaj nas je to nesla. Smo prevečli v imeti v novi državi, najbrž nismo izjema v evropskem prostoru, ker je čas potrošnjo in pridobitniško naravnan, vendar smo imeli drugačne korenine. V pretekli dobi, po pretekli dobi smo veliko dali na biti. Biti poštenjak, biti moder človek, biti dober človek, biti solidaren. Vse te stvari v zvezi z biti so naša velika dediščina. Jaz izhajam iz Prekmurja, ker je pravzaprav dobrota bilo zelo zakoreninjena in potem smo prepoznavni bili. Ne vem, če bomo to ostali, ker tukaj je treba, tukaj je kar velik napor. In tega napora naša mlada država ni šla v to ravnotežje. Potrošno smo se začeli obnašati, pridobitno smo se začeli obnašati in smo preskočili, bi jaz rekel, ta notranje ravnotežje, kako negovati sebe, svoj jaz, biti. In to nas tepe. To nas tepe na vseh področjih, žal. To je opazno v naših odnosih, v partnerstvih, v sodelovanju, v službah, ker je pač človek postaja toliko vreden, koliko je uporaben. Zunanje uporabljen, zunanje, ne pa tisto, koliko je vreden notranje kot človek.